Evo, pa smo noter. Zdaj ne vem, ste nas prej ne videli, ampak zdaj smo noter, mali trajal, slabi internet connection, preveč ljudi smo zgledali na internetu v zadnje čase. Tako da še enkrat živijo na 7. Red Orbit webinarju, spet bomo govorili o online strategijah, danes mogoče malo več o organskem pozicioniranju in v trafiku na Google, pa pogledali bomo, tako kot smo lovili tudi industrije. Iz tega razloga tudi z mano Sabina. Sabina je v Red Orbitu strokovnjakinja za Search Engine Optimization, sprav optimizacijo spletne strani in vsebinski marketing. In glede na to, da smo dobili ogromno vprašanj skozi našo formo na to tematiko, sem rekel, da bo ona super gostja v današnjem petkovem AMA-ju, da bomo odgovorili na čim več takih vprašanj. Drugače pa tako kot prejšnji teden, pripravili smo nekaj slajdov, nekaj statistik, ki jih bomo na hitro pogledali in jih bo Sabina pokomentirala. Temu pa sledi AMA, sprav Ask Me Anything, kjer bo probala na čim več vprašanj vaših odgovoriti, ker vam hočemo pomagati, kar se le da, z našimi odgovori. Za začetek, kot ponavadi, najprej čaka vas ena anketa, danes malce drugačna in sicer nas zanima, koliko spletnih nakupov ste v zadnjih 4 tednih, se pravi od začetka karantene, naredili. Tako da zdaj objavljamo anketo in na desni strani bi mogla biti že vidna, prav tako na desni strani lahko v chatu zastavljate vprašanja nama Sabino ali pa komentirate, tako da vsi komentarji so dobrodošli. Živijo Sabina, daj mi ti malo kaj boš delala čez vikend, pa čez tele praznike zdaj? Zelo dobro vprašanje. Ja, ker veš, da jaz rada okrog hodim, pa rada grem v hribe, pa zelo rada grem na morje, bi v normalnem času sigurno opravila kakšen izlet na morje, no evo, in ponavadi prej, preden grem, poguglam, kakšno je vreme v Kopru. Zdaj pa mogoče konkretno primer, kako so se v bistvu ta iskanja zdaj malo spremenila in smo šli iz povprečja recimo 100 indeksa, smo zdaj padali pod slabo četrtino. Tako da več kot očitno nam je vsem jasno, da bom jaz v bistvu te praznike bolj v kuhinji, ker sem se spremenila v pristno gospodinjo. Tako da ja, imamo nove ključne besede, tudi tukaj mogoče konkreten primer na peki kruha in tudi jaz vsak dan poguglam vsaj en recept. Tako da to je zdaj to so moji plani. A bo spekla potico? Bom spekla potico, definitivno. Pridna, prava gospodinja. Ja, in dejansko se to zelo odraža tudi na splošnih trendih online nakupov, ne samo da pečemo kruh doma, tudi drugega, in s temi se odražajo tudi teli trend nakupov po dnevih. Tole smo že prejšnji teden gledali, ampak smo posodobili slajd, ker je drastičen porast se zgodil. Se pravi, teli krivulji, se pravi, če ta srednjo pogledamo, temno modro krivuljo je 3. teden marca, malo svetlejša modra je 4. teden marca in čisto na vrhu imamo 5. teden, se pravi marca-april, se pravi. Prejšnji teden vidimo, da iz tedna v teden online transakcije dejansko rastejo in to rastejo drastično. Zdaj smo se Slovenci res prilagodili online nakupom, tako da bo zanimivi rezultati ankete, ki jo imamo danes aktivno. Zdaj pa tako, ker smo prejšnji teden malo obljubili, bomo gledali mogoče malo bolj trende v posamezni industriji, ker so zelo različni trendi znotraj industrije. Prvo smo pogledali, malo smo združevali industrije, ker da bi tega preveč, rečemo teh household goods. Izločili smo retailerje, klasične retailerje, Mercator, Spar in podobne, zaradi ker tam vemo, kaj se dogaja, vsi so šli through the roof. Tukaj so zajete industrija, ki nekako zajema, se pravi, pohištvo, vrtno pohištvo, vse, kar Merkur recimo prodaja in podobni, consumer electronics, se pravi, računalniki in tudi to, kar si Sabina ti rekla, peka kruha, se pravi, aparati za peko kruha, hladilniki in podobne zadeve. Ja, veš, kaj je bil moj prvi spletni nakup, odkar smo v tej situaciji? Lito železna ponev za stejke. A si dobila? Konkretno, ja, sem dobila po pošti, pa kar dosti hitro. Ampak tukaj se dejansko vidi, kaj se dogaja. Od začetka temle karantene, se pravi, zadnja polovica marca se je trend nakupov v te panoge ali pa v te industrijo drastično povečal. Govorimo o indeksu povečave skoraj 100% glede na year on year, na lansko letno krivuljo, ki je zelena spodnja krivulja.
Tle je zanimiv tole, kar smo že prej mi doma gledali pa komentirala, to je procent števila novih uporabnikov na spletni strani, ki je dejansko zelena, je spet lansko letna krivulja, tipično beležimo okoli 30% novih uporabnikov na spletni strani na dnevni ravni, zdaj beležimo okoli 35 do 40% teh, se pravi, nekako podpira teorijo, ki smo že prejšnji teden razvili, da je večje število ljudi, ki na online zdaj kupujejo, ki v preteklosti niso kupovali. Koliko pa ti, ki se bi nakupovala v preteklosti lito železne ponve na spletu? Sploh ne. Mislim, sploh niti pomislila nisem, da bom to, kar zdaj kuham, da bom to zdaj kuhala in v bistvu prej bi šla pač na neki pojesten dober stek, zdaj pa, če lahko to doma si pripravim, pa še vedno uživam. Tako da naslednji nakup bo pa definitivno kuhinjski robot. Se boš malo sprsila, si že to kdaj? Ja, zdaj me že roke bolijo od mesanja kruha, se veš kako to. Ja, preveč. Tale naslednja industrija je tvoja, evo, travel. Kaj se s travelom zgodi? Ja, več kot očitno nič se ni dogaja trenutno v travelu, ne? Ampak jaz upam, da bomo kasneje govorili o vsebinah, da bomo tole tudi popravili to krivuljo. Ja, travel je, odkar se kriza že praktično v Italiji pojavila, tam v začetku marca strmoglavil drastično dol, kar je logično, ker večina slovenskega travel industrije je vezana na inbound turisti, se pravi na turiste iz tujine, čeprav local, se pravi domači turizem še zmeraj je dosti močen, ampak se vidi, že od začetka marca je v strmem upadu in praktično glede na to, da se zdaj bi mogla začeti sezona majskih počitnic in pa velikoročnih praznikov, je ta panoga res v problemih. Zanimivo pa v travelu, če smo prej govorili, da v household industriji nekako 30 do 40% je tipično novih uporabnikov, v travelu teh precej več, od 50 do 65%. Ampak to je malo pričakovano, zato ker spet, ko govorimo o potovanjih in počitnicah, večino ljudi hodi na različne lokacije vsako leto ali predvsem pri potovanjih in je teh, pač ko raziskuješ lokacijo, gotovo ne greš 10-krat na isto lokacijo, razen če nisi tipičen hotelski turist. Tako da tole je malo pričakovano. Ja, pa mogoče tudi veš kaj, ko pogrešamo malo okrog hoditi, pa vemo, da na travel sajtih najdemo v bistvu ogromen neka fotomaterijala pa informacije o teh novih krajih, pa malo razmišljaš, kam bi šel, pa se zdaj to lažeš s tem. Mogoče tudi en izmed razlogov. Sigurno, čeprav ne moramo potovati, smo že v enih dreaming fazi, se pravi, po moje, tipični travel funnel zgleda, da se začne z dreaming, ko si v službi ali pa doma, pa imaš veliko dela in začneš sanjati o potovanjih. In jaz mislim, da kljub temu, da se je situacija spremenila, mogoče zdaj še bolj vpliva na to, ker smo doma nekako jeti, da sanjamo, ok, kako je konc, pa ta prva stvar, kam bom šel, seveda gotovo v gostilno na steak, kot ste rekla, pa na kavico nekam, pa takoj nekam na potovanje. Tako. Jaz imam že seznam življenja po koroni. To, boš šerala, jaz še nisem nekaj. Jaz sam vem, da presurfati. Evo, sports surfanje. Sports industry, govorimo o interšportnih servisih in podobnih sports retailerjih. Upadu v sredini, takoj po upadu, po uveljavitvi karantene, se pravi sredi marca, v drastičnem upadu indeksa, potem se pa nazaj pobira. To malo tudi povezano z vremenom, ki je zunaj in s tem, da smo se začeli kljub temu malo več zunaj gibati. Kljub mogoče omejitvi gibanja, vemo, da je zdravje pomembno in tle se je dejansko trend pobral in smo celo nad trendom lanskega leta. Podoben trend vidimo tudi v številu novih uporabnikov, s tem, da jih je precej več kot recimo v household panogi, med 50 oziroma 60 do 70% uporabnikov je novih. Greva na hitro še pogled vse glavne metrike v teh 4 industrijah, dodali smo tukaj še telekomunikacije. Kaj je tukaj najbolj zanimivo v tebi, Sabina? Kaj najbolj izpada? Nekako odstopa od povprečja. Ja, v bistvu tale average order value, ta drug del je meni zelo zanimiv, ker je pri telekomunikacijah se dvignil. Tukaj jaz sklepam, da je v bistvu to povezan z internetom pa s TV programi, da zdaj je itak več, ko smo doma.
da je to zelo vpliva tudi na ta del. Povečan bandwidth, ki si ga kupaš, pa mogoče malo večjo programsko schemo, čeprav so večinoma dali upgrade za ston. Ampak zanimivo, to, kar si omenila, pri vseh ostalih panogah je povprečna vrednost nakupa padla, kar je verjetno tudi malo, po mojem mnenju, povezan s tem, da je malenkost varčujemo, smo malo bolj ozaveščeni, kaj kupujemo, si ne privoščimo najbolj luksuznih dobrin ali stvari, na drugi strani pa je verjetnost tudi večje število nakupov upravljamo, frekvenca nakupov bolj pogosta in tudi zaradi tega košarica upade. Zanimivo, kar je meni je, in pa logično za pričakovati spet, je, da je conversion rate, se pravi stopnja zaključka nakupa je povsod se dvignila in govorimo o drastičnem dvignu, se pravi skoraj in households in sport govorimo več kot 100% dvignu, pri household in do več kot 300% dvignu. Travel, tretji stolpec, temno-zeleni pa praktično v prostem padu na vseh 4 kategorijah. Potem smo vključili še malo Comscore metrik, ki so sicer globalne, ampak mogoče pokrivajo še malo generalne trende. En je tale povezan z news site, se pravi, mislim, da prejšnji teden je bilo, ali 14 dni nazaj je bilo že zelo eno vprašanje, kaj pa medijski sajt v Sloveniji, ali se splača, da je gol oglaševati, da se splača content objavljati na njih. Sabine, kaj ti misliš o tem? Zdaj tako, obiska na news sajtih pa tudi iskanja je več, ampak vsem nam je jasno, kaj v bistvu zdaj najbolj iščemo. Je pa ena druga stvar, da v bistvu zdaj, kaj tak večji obisk imamo tudi nekako mečkan večje občinstvo, pa lahko z dobro vsebino še vedno dobimo tisti mečkan pozornosti. Tudi na news sajtih, čeprav mogoče uporabnik zdaj ni fokusiran na to. Tako da v bistvu v tem primeru je treba dobro razmisliti, kako dobiti njihovo pozornost, načeloma pa moramo se zavedati, da so ti obiski zdaj v bistvu z drugim namenom. Tako bi jaz rekla. Fokusnili v tem, da bi fokus je zelo osredotočen okoli mogoče manjšega gospodarstva. Druga statistika je social network sajti, Facebooki in podobne zadeve. Jaz sem pričakoval bolj drastičen porast, v povprečju so porasli tlele v Evropi okoli 20%, z izjemo Španije, ampak jaz sem pričakoval, da bo ta rast precej večja. Kaj pa ti? Tudi, definitivno. Zdaj zanimivo bilo povedati, koliko so se v bistvu aktivnosti teh uporabnikov, ko so porasle, ker to pa definitivno so. Tudi če je obisk še vedno približan isti, ampak aktivni smo pa veliko bolj, kot smo bili prej. Mogoče niti nimam več kam rast, ker mogoče smo pa res to, ko si že bili na Facebooku in podobnih drugih omrežjih, da je prostor za rast bil omejen. Ker naslednji graf je veliko bolj drastičen, prav instant messaging, govorimo zdaj pa o Facebook Messengerju, govorimo o Snapchatu, v WhatsAppu, kaj še obstaja, v Viberu. Tle pa v povprečju med 150 in 200% rast. Ne vem, jaz se zelo veliko slišam z mojimi prijatelji prek Viber callov. To malo draža socializing. Definitivno. Jaz sem tudi imela s puncami, v bistvu včasih smo šli enkrat na pivo, zdaj gremo pa pač imamo video call prek Messengerja in je še vedno super. Tako da. Tele je po moje ena velika priložnost, zato ker kot vidimo, publike oziroma target group se je zelo povečal, se pravi velikost target grupe se je zelo povečal in vse te platforme od Vibera do Facebooka do WhatsAppa omogočajo oglaševanje v teh platformah. Zelo targetirane, z zanimivimi oglasnimi formati, ki ga pa v Sloveniji še vsaj jaz nisem videl veliko. Nekateri brendi to malenkost že izkoriščajo, uporabljajo, ampak ni pa to neki mainstream in jaz mislim, da je ful velika priložnost. Jaz se čez strinjam s tabo. Je pa zdaj tako, da spet je treba dobro premisliti, kako boš komuniciral. Ker če bo kar naenkrat spet poplava tega oglaševanja, je pač... strategija mora biti sigurno prilagojena. Tako. Če je kakšno vprašanje glede tega, pa kaj se da oglaševati, pišite na e-mail, pa bomo probali pomagati in odgovoriti. Ker je specifika, to ne gre za isto oglaševanje kot na Facebooku. In še zadnji slajd, tukaj smo malo združili, glavne 4 zadeve, se pravi health information, ful v porastu, fitness in exercise in diet, zelo v porastu na vseh koncih, gleda, da smo, koliko se pa tukaj gibaš, Sabine?
Ti skupila kakšen trenažer? Joj, sem upala, da me ne boš tega vprašal. Veš, da vsak dan reče, da bom šla teč, pa da bom malo potelovadila, ampak zaenkrat še nisem kaj preveč na tem naredila. Kaj zdravo ješ, kakle tudi nekako. To pa je. Mislim, da se vsi zavedamo, da zdravo življenje in prehrana je pomembna in zaradi tega malo vidimo ta drastičen skok v trendu. Education, online education gre through the roof, pa ne govorimo zdaj samo verjetno o šolanju nadaljavo pa v univerzah, ampak govorimo tudi o webinarjih kot je tak in mogoče tudi daljših webinarjih in konferencah. Tle mogoče omeniti, bom pa tudi objavil, mi bomo, mislim, da čez 14 dni organiziramo, bom pogledal točno, 23.4. organiziramo Google AdWords 101 predavanje, to bo malo daljše, 2 ure in pol predavanje, kako oglaševati na Google, kako začeti in kakšne so specifike, tudi brezplačno, tako da mogoče, če kakšen ga zanima, lahko tudi vabljen kaj. In pa knjige, Sabina, ti vem, da si knjigo, kaj se reče, žer, črv, ki bere knjige. A kaj več bereš zadnje čase? Ja, seveda več berem. V bistvu sem že vse prebrala, kar imam v zbirki, na Kindle sem se naložila ogromno novih stvari. Knjižnice so nam zdaj omogočile tudi v bistvu brezplačne prenose, tako da, ja, itak, moraš se zgubiti v enem svetu, nekje drugi, tako da je zdaj to idealno. Vsaj to, no. Sigurno velika priložnost tudi za naše slovenske knjigarne in založnike, da se na online marsikaj. Ja, definitivno. Ker včasih pa pač rabiš slovensko knjigo. Je pa malo drugače, kot če greš samo na Amazon. Res je. Ohranjene slovenske knjižne besede je pomembno. Ja, zelo. Toliko od prezentacije, na hitro malo trendih, zdaj pa greva na vprašanje, tako da še enkrat, če imate kakršnokoli vprašanje, kar napišite v chat, bomo odgovoriti. Ta čas, ko pa čakamo na vprašanja, pa greva mogoče začeti odgovarjati na tiste, ki so se pojavljali skozi našo online formo na Google. Najprej mogoče eno vprašanje direktno zate, Sabina, je, kako trenutna situacija vpliva na iskanje na Google? So se ta povečala, zmanjšala? Kakšna bi mogla biti naša strategija? Ja, težko rečem iskanje zvečala ali pa manjšala. V bistvu so se trendne ključne besede spremenile. Zdaj v bistvu smo mi kot uporabniki čist na druge stvari fokusirani in druge stvari iščemo in v bistvu se tukaj moramo prilagoditi situaciji. Razmisliti, kaj je zdaj uporabnik najbolj rab, kaj mu lahko najbolj ponudimo. Nismo mogli tega v bistvu predvideti, tako da zato je zdaj pomembno, da se takoj naredi research, da se pogleda, kje imamo največ obiska, kje imamo največ impressionov in pol na tem tudi graditi, pa na tem delati. Tako da malo out of the box razmisliti, pa tako planirati v bistvu, ker SEO je organska stvar in zdaj, ko se je ta stvar zgodila, ja, tudi jaz, tako kot sem rekla, prej sem googlala vreme Koper, zdaj pa googlam Lito železno ponev, pa kako se speče potica, tako da. A se ti zdi, tukaj je bilo eno vprašanje, tudi mislim, da od Jureta, a misliš, da je v tem času, glede na to, da optimizacija ponovadi čas traje kar nekaj časa, da prinese en rezultat, ali v tem času primerno, da začnemo z optimizacijo spletne strani, pa se posvečati zdaj contentu po vsemu temu? Ja, zelo primerno. Jaz sem bila večkrat žalostna, ko sem slišala mogoče za nekatere, da so se odločili, da bojo pa SEO zdaj ustavili ali pa da ne razmišljajo o njem ali pa o contentu, ki je pa v bistvu zdaj idealna priložnost. Predvsem tudi zato, ker imamo ljudi, ki zdaj, recimo produktne vodje, ki zdaj jim nekaj dela manjka in jih lahko zelo dobro uporabimo v tem delu, ki poskrbijo za content, za produktne opise, ki so res, jaz bom zdaj iz lastne izkušnje povedala, ko kupujem kolo. In mi veliko pomeni, da jaz, ko delam to online, ker ga ne moram iti pogledati, ne moram probati, kakšen je tam produktni opis, a lahko iz tega res rečem, ok, vse sem zvedela, lahko to kupam. In tukaj pridejo prav primer produktne vodje, ki jih zdaj super uporabimo za content pripravljati. Tudi še ena stvar, ki se ful pozablja, so v bistvu content auditi, torej da pogledaš, kakšno vsebino si že objavil, kje je bilo največ obiska, jo lahko zdaj v tem trenutku recikliraš, ali lahko updateš. V bistvu odgovoriti na ključno vprašanje kupcev, ki se zdaj postavljajo, ki se zdaj porajajo in s tem contentom, ki ga imamo in s temi resursi, ki jih imamo, v bistvu na njih odgovoriti. Ogromno stvari lahko narediš, v bistvu zdaj, kar se contenta in SEO-ta tiče. Strukturirane podatki, ker če več googlamo, pa tiste trendne besede, ki se zdaj išče, če ti ponudiš v bistvu za to bolj obogatene podatke, boš prej dobil tisti klik, ki si ga želiš na Google. Tako da to, v bistvu,
je zdaj idealna priložnost za SEO, jaz bi ogromno zdaj na tem delala. Ker ponavadi se reče, nimamo časa, ampak zdaj ga imamo, dejansko zdaj ga imamo in uporabnika lahko na čist drug način spoznamo, tako da je tudi mogoče en nov pogled tudi za vnaprej, ko bomo pač mimo tega obdobja. Omenila si vmeš strukturirane podatke, tudi tukaj je bilo eno vprašanje, read snippetih, praktično to je povezano. Kaj so read snippeti oziroma kaj so strukturirani podatke, mogoče malo bolj nasplošno in kako prijem do tega, če malo razložiš? Ja, seveda, z veseljem. V bistvu strukturirane podatke, to je nekaj, kar je Google je pripravil neke sheme, ki jih najdete na schema.org, se to lahko pa tudi delimo v chatu. To so taki mikropodatki, ki jih dodaš v HTML kodo, to je na spletno stran, v bistvu z njimi izboljšaš določeno vsebino, pa v Google daš v bistvu še več ekstra podatkov, ki jih lahko potem on prikaže kot obogaten zadetek na Google. Rich snippet se temu reče, tako kot si me vprašal, kaj si rekel, in v bistvu preko tega, če imaš ti še več tega implementiranega in imaš še več med iskalnim rezultatov nekih podatkov, mogoče konkreten primer, ki smo spet pri hrani, recept za pico. Če bom jaz videla na prvi strani pice, pa recept, pa bom zraven videla, koliko je ljudi to komentirali, koliko časa se peče, koliko reviewov sem dobila, kakšne ingrediente rabim, kaj vse bom našla v tej vsebini, če kliknem, bom prej klikala na to vsebino. Tako da to je pa ena stvar, ki se najlažje zgodi, če imamo super odnose s programerji. To jih vedno moramo imeti, ker stvar se v bistvu zelo hitro implementirano. Tako da mogoče kakšna podkupnina pa se to naredi in v bistvu se tudi CTR izvišajo tudi za 25%. Tako da ena zelo super stvar, da malo bolj izstopaš med vsemi temi rezultati, ki se nam prikažejo na Google. Jaz tudi zelo rad kuham in pečem in kot si rekla, ko iščem recepte, se točno to zgodi. Pač upišem recept, navadi zdaj bolj v angleščini vsem, in pogledam ta prve, ki so nekako označeni s zvezdicami in z reviewji in so označeni kot recept in s tem izbiram tisti, ki imajo najboljše reviewje. Ampak tle si dobro razprla še eno temo, reviewjev, ker je še malo bolj pomembno. Ja, to je super. Ja, reviewji so zelo pomembni sploh za SEO, ker so v bistvu zelo močen signal. Tudi, če vi dobimo ogromno obiska na stran, pa tudi, če imamo relevantno vsebino. Z reviewji v bistvu pa tudi sploh pri produktih, tako kot sem prej rekla, recimo za kolo, če bi jaz vedela, 20 ljudi to kolo kupilo, jaz vidim reviewje, zadovoljni so z njimi, bom jaz še bolj želela si tega kolesa. Je pa ena stvar, ki se tudi zgodi, je, da se pozablja na te reviewje, v bistvu, ali pa da niso niti implementirale možnosti, da se oddaja kakšne ocene pa mnenja uporabnikov. In je zelo pomembno, da imamo neko strategijo, kako bomo odgovorili na te ocene. Tudi, če je ocena samo super ste, odgovorimo hvala. Če je ocena negativna, odgovoriš hvala za komentar, pa če da si vedno pozitiven, da imaš nek feedback nazaj, ker na ta način v bistvu si gradiš in audience, ker ko bom jaz prišla spet na ta sajt, pa bom videla negativen review, recimo, primer, pa ne bom videla prijaznega odgovora od podjetja, ne bo to odvrnila. In to je spet ena izmed stvari, ki se dostikrat pozablja, je pa zelo pomembna. Tako da ja, mogoče tudi razviti v tem času neko strategijo odgovarjanja na mnenje uporabnikov, jaz to zelo priporočam. To je pač tudi vsebina, tako se moramo tega zavedati in je to nek signal za Google. Da jo še malo pogledati vprašanje od zadnjič. Kar nekaj vprašanj je bilo povezanih z B2B, pa da malo poskrolati ti in jaz po fajlu, ampak recimo eno vprašanje, ki smo ga dobili, ko jaz za začetek. Smo B2B podjetji in odpeli so vse naše prodajne sejme, na katerih smo prejeli največ kontaktov. Kako lahko digital pomaga? Jaz mislim, da B2B sektor je absolutno zdaj na enem od glavnih udarov. Na eni strani imaš prodajno verigo, ki lahko povzroča ti velike težave, na drugi strani pa, če gremo zdaj bolj v marketing, ja, večino B2B-ja je deloval preko sejmov in dogodkov in pa osebnih stikov. Saj, kakor imamo mi izkušnje od naših klientov v zadnjem času, večino teh sejmov, vsi teh sejmi so bili itak odpovedani in vsi iščejo zdaj online rešitve. Tako da čist na mestu tudi to vprašanje, ali se da lahko zdaj preko spleta, preko digitalnih platform pride do prodajnih kontaktov? Ja, absolutno. Mi imamo že par let kar odlične izkušnje v B2B segmentih. Smo se mogli ful na začetku tudi mi naučiti z našimi klienti, ker pristop je drugačen, ampak
recimo lead gen v povezavi z nekimi white paperi, eno vsebino, ki jih dajemo, relevantno vsebino, zelo targetirani publiki, lahko generira ogromno dobrih kontaktov. Tle je ena od platform, ki je daleč najboljša, zato je LinkedIn. LinkedIn advertising je drag. V primerjavi z Googlom, v primerjavi z Facebookom ali pa s kakršnimi koli drugih zakupi, je LinkedIn 5 do 10 dražji. To si treba zavedati. Najcenejši knjig na LinkedInu stane 2 evra. Tako da tam bom se malo naučil pa igračkov, te lahko veliko denarja stane, pa ne moč povedati. Ampak LinkedIn ima eno prednost. LinkedIn omogoča, da ti targetiraš uporabnike po podjetju, kjer delajo, po poziciji, ki delajo, po izobrazbi, po branži itd. In če pravilno zastaviš prodajni kanal ali pa rečemo oglaševalski kanal, funnel, lahko z LinkedInom priješ tudi do dokaj dobrih lidov ali pa dobrih lidov, do odličnih rezultatov. Treba si zavedati, da cena analitik je pomembna. Koliko si pripravljen plačati za en kontakt, ki je relevanten za vas, ne bomo prišli do 5 ali pa 10 evrov, govorimo ponovadi med 50 in 100 evrih, ampak spet v B2B-ju ponovadi so pogodbe in vrednosti naročil precej večji, tako da bi, če lahko vaša pogodba in vrednost naročila drži teh 50 do 100 evrov na lead, na sales qualified lead, se pravi kvalificiran lead, potem je LinkedIn prav način. Še enkrat poudarjam, tukaj treba biti zelo strateški, kako se ta sales funnel nekako pokrije. Še eno vprašanje, ki se pa nate navezuje na B2B, smo tudi dobili. Mojca, smo B2B podjetje, ali mislite, da je SEO prava rešitev za nas? Ja, 3-krat ja. To vedno poudarjam, da v bistvu itak je content, če ni contenta, ni B2B-ja in content pa SEO sta pa najboljša prijatelja. Tako da v bistvu ja, definitivno je SEO odličen za B2B. Je neki razlik B2B, B2C, ampak se to nam je vsem jasno, zdaj pri B2C-ju gledamo, da ima ključna beseda ogromen iskan, pri B2B-ju imajo pa te ključne besede manj iskan, imajo jih tudi samo po 10, 20, 100 mogoče, ampak so pa toliko zelo relevantne, da v bistvu je na njih treba delati, graditi in tisto vsebino pripeljati do tistega uporabnika, ki ima tak user intent, da to ključno besedo opiše. Tako da to je pa mogoče samo z odlično vsebino, ki je pa SEO optimizira. Tako da ja, definitivno. In v tem smo malo, tega so se dotaknili že v sredo s Petro Čadež na enem webinarju, ki je omenila, da statistika iz prejšnje krize 2008, kaj je kazala, da podjetja, ki so vlagali v marketing in predvsem v pozicioniranje svoje blagovne znamke v času krize, so 9-krat hitreje in močnejše prišla blagovne znamke ven prišle iz krize kot pa ostala podjetja. Se pravi, kot sem tebi zastopil zdaj v B2B-ju, število iskanj na ključno besedo, ne vem, elektromotor za, ne vem, avto ali karkoli, gotovo ni v tisočih, je manjšo, ampak je bolj izkoriščati mogli za pozicioniranje in top of mind. Ja, definitivno, ja. Tukaj se ne smemo omejevati na to, koliko je iskanj. V bistvu moramo biti še toliko bolj pozorni na tiste, ki imajo manj iskanj, pa če imamo mi ta produkt pa to storitev, da v bistvu na tem gradimo in ustvarimo primerno vsebino za tega uporabnika. Tako da ja. Ja, in še mogoče še eno vprašanje smo imeli zadnjič, da ga najdem, ki je bil malo na B2B pa na to. Elvis sprašuje, kako naj se podjetje, ki delujejo v res specifični industriji, prodaja mobilnih hiš, kempom, rezortom, turističnim prebivalcem, loti začetka digitalnega oglaševanja. Do zdaj se tega nismo posluževali zaradi večjih razlogov. Eden med njimi je, da imajo nekaj 100 kupcev, torej čisti B2B. Razvili smo sicer nove produkte, tudi za individualne kupce, vendar primerne samo za izbrane trge. Prav ja, tukaj imamo na eni strani čisto ozko usmerjeno B2B, kako ne se loči za digitala. Iz tvojega content stališča, kaj jim predlagaš? Mogoče, če govorimo bolj o vsebini, kakšen content ne izproducirajo? Definitivno ne delamo contenta, ki je čisti osnoven, pač torej tisto, kar svetujemo bolj za B2C, ampak najprej treba narediti research, kakšni so keywordi, kaj dela konkurenca, potem se pa pogleda, kakšen je najbolj primeren content na tem mestu. Jaz v bistvu mogoče težko rečem, ampak ne delamo pa nekih osnovnih stvari, delamo stvar, ki bo res dala dodatno vrednost temu uporabniku.
delamo nekaj, kar bo v bistvu nemo, ok, ta je pa bolj konkurenčen od tega nekoga drugega, tudi če ima to neki samo 100 uporabnikov, je pač ta nakup toliko vreden, da se splača razmisliti, pa res in-depth vsebino narediti, pa nekaj vrniti tem uporabnikom v bistvu, oziroma potencialnim kupcem. No. Tako da definitivno eno dobro strategijo zadaj. In s tem pač gradiš spet thought leadership, se pravi, pozicioniraš se skozi vsebino, kot so že prej omenila, in pri B2B-ju verjetno ni zdaj, kakor imam jaz izkušnje, pri B2B-ju ni gre samo, da opišemo produkt, ki ga ponujamo, ali pa storitev, ki ga ponujemo, kar večina naredi, ampak dajmo generirati. B2B je idealen online, ker lahko generiramo ogromno zelo specifične vsebine, ki jo preoblikujemo ali v webinar, kot ga imamo midva, ali ga preoblikujemo v e-book in delamo s tem lead gen, kvalificiramo te lide in potem še zmeraj ti rabaš sales ekipo vzad, ki bo te lide preklicala, ampak lahko pa dobiš veliko bolj targetirane lide že zaradi tega, kar si na digitalu delal. Zdaj, če grejo malo stran, nekaj smo omenili od contenta, od SEO-ta, zdaj B2B nekaj smo omenili sicer že LinkedIn oglaševanje, treba je razmisliti tudi v drugih platformah, pač Google Search kot oglaševanje, sigurno v nekaterih primerih pride tudi v upoštev, predvsem, če govorimo o bolj specifičnih ključnih besedah, ponavadi tukaj, ker spet ni toliko iskan, tudi te zneski, ki jih je treba oglaševanje nameniti, ne bojo toliko visoki, kot v B2C segmentu, medtem ko sem jaz malo skeptičen glede Facebooka pa Instagrama za B2B panogo, mogoče, da se uporabi tam remarketing, ampak kot outreach, da se dela, se pravi, targetirane popolnoma nove target grupe na Facebook za B2B, bi jaz to mogoče malo odsvetlil. Ok, eno vprašanje je bilo tam zate še od Saše v svetu. Je kar nekaj primerov podjetij, ki imajo možnosti oddaje, nimajo, ker je velika količina slabih revijev zaradi nezadovoljnih storitev s produktom. Se pravi, kupci so nezadovoljni, what can we do? Change the product. The product is the service. Pač, ja, tako. Če se pa to dogaja, pa tukaj, ja, treba malo globje pogledati, malo dlje mogoče odgovarja na review, ampak kaj se dogaja s samim produktom pa storitvijo? Ker to pa čist drug nivo problema. Mislim. Ja, mislim, jaz absolutno strinjam. Jaz mislim, da pač to, da dobimo veliko ljudi, ali pa podjetij bilo prestrašenih, ali pa še zmeraj prestrašenih, je tudi na social. Pa bom se vrnil tebi, Sabini, ker tukaj si bolj ti strokovnjaki, nekako sem to odzvati. Ampak predvsem prestrašenih vseh revijev, kaj bo napisali lahko na Google My Business Review, kaj bo napisali na social, kaj če se jo čez noč pritoževali. Jaz rečem, thank God, hvala Bogu, da se bojo pritoževali, ker pol vi saj vzpostavite dvosmerno komunikacijo in tukaj sta dve zadeve. Prvič, veste, da je something wrong, nekaj je narobe in lahko na to reagirate. Drugič, ker ste na socialu ali na Google My Businessu imate review, lahko vzpostavite dvosmerno komunikacijo in lahko tudi na slab review odgovorite. Zdaj, lahko je pa druga opcija, pa si zatisnemo oči, pa rečemo, nočemo nič reviewjev in mislimo, vse je v najlepšem redu, kupci so še zmeraj zadovoljni, sam nimajo možnost povedati in niti ne veš, kakšno je tvoje stanje realno, niti nimaš možnosti odgovora nazaj. Tako da jaz mislim, da to, da se dogajajo negativni reviewji, ni narobe, mislim, je narobe. Moramo reagirati na to, ampak to nam daje sam platformo, da lahko se izboljšamo. Ja, to se čez strinjam s tebe, točno to. Ampak kakšno je tvoje mnenje, kako bi pa mogli komunikacijo prilagoditi na družbenih medijih glede na te reviewje? Pa tudi zdaj, mogoče se zdaj še teh negativnih reviewjev več pojavlja, tudi slaba dostava, pa ni na zalogi, več pritožb glede, kaj zdaj na social narediti? Ja, kar se družbenih medijev tiče, jaz še enkrat, zdaj se vse tam dogaja, tako da mogoče sam še za začetek, ne prekiniti komunikacije, jo prilagoditi definitivno trenutnemu času, to, kar se zdaj dogaja. Pa imeti močne živce, ker tudi moramo se zavedati, vsi smo v isti situaciji, vsi smo zaprti doma, vsi imamo neke psihične pritiske, neke težave in včasih se kakšna ta stvar odraža tudi prek mogoče malo jeznega komentarja na Facebooku recimo. In moramo mi kot podjetje, ki skrbimo pač za komunikacijo, ta oseba mora to razumeti in ne vzeti za slabo, definitivno pozitivno reagirati. Vse se da rešiti, sam pač imeti neko zavedanje, da so tudi ljudje na koncu.
Tako da jaz bi sam toliko potolažila, da ne izgubi živcev, ne negativno reagira, definitivno sprejeti komentar, vse ni tu pozitivno, tako da to je zdaj zelo pomembno. Ker spet, tudi na družbenih omrežjih mi beremo komentarje, kaj je podjetje odgovorilo, recimo, če je kdo nekaj negativnega napisal. Tako da to je vse vidno in vse se dogaja. Pa bi mogla večina komunikacij biti bolj osredotočena okoli korone ali ne? Ne, mislim, definitivno se ne izogibamo zdaj temu, kar se dogaja, ker če se bomo izogibali komunikaciji temu, kar se dogaja, si bomo v bistvu bolj slabo naredili, ne moramo tega ignorirati, ampak da se pa tudi na druge načine, brez da vsakič omenjamo koronavirus, COVID-19, kriza, se da na druge načine v bistvu to skomunicirati. Tudi konkretno mi smo za naročnike mogli pač popraviti neke vsebine, pa smo jih konkretno tako usmerjali, da ne omenjamo noter korone, da ne omenjamo trenutnega stanja, ker se dogaja, sedaj imamo dosti besednega zaklada, da se te stvari da čisto drugače speljati. Definitivno pa ja, tako kot sem rekla, se ne izogibamo komunikaciji tega, kar se zdaj dogaja, biti empatični, podpirati skupnost. Tako no. Ok, tukaj sem kar nekaj vprašanj dobila, pa prej se lotil odgovor na ta vprašanja. Še enkrat vas pozivam, dajte odgovoriti na anketo, da jih potem zaključimo in lahko na koncu še to pokomentirava. Vam damo še par minut. Zdaj pa vprašanje, dve od teh vprašanj se navezujeta na travel. Travel, kot smo videli po unih grafih, je prostem padu. Tako da I feel tudi veliko naših klientov je travel industriji, tako da imamo mogoče tudi ogromno podatkov iz prve roke. Ronald sprašuje, kakšen pristop izbrati za digital v travel industriji, glede na to, da se je ta panoga popolnoma ustavila in se ne ve niti približno, kdaj bomo spet zagnali. Kdo začel? Ja, se lahko naveževa mogoče že malo sam o kontentu, tako kot sem prej rekla, da vsi sanjarimo o tem, kam bi šli pa kaj bi počeli. Tako da še vse prek tega, prek vsebin, ki jih imamo, pa ki jih lahko zdaj ustvarite, pa vse fotografije, pa vse to, še vse prek tega kontenta imamo lahko nek audience. Ti boš pa mogoče malo kako strateško lahko temu še bolj pristopno. Ja, mislim, vsaj kakor mi spremljamo, travel segment treba malo segmentirati. Travel segment imaš inbound, imaš outbound travel, pa če govorimo zdaj o inbound travelu, se mislim, da se bo v 2 ali 3 stagih dogajalo recovery. Prvi recovery se bo počasi začel dogajati, ko bo vlada spustila, ne smeš potovati med občinami in ko bojo začeli se travel kapacitete hoteli, pa tudi mogoče restauracije in podobne zadeve odpirati. In prvi step bo lokalni turizem. Jaz mislim, da sicer v Sloveniji odvisno je malo od panoge, ali pa subpanoge, pa od samega ponudnika, ampak v povprečju nekje 50% turistov v Sloveniji ne bi bilo domačih turistov. In glede na trenutne indikatorje, pa saj, kakor se malo govori, bo dosti velika iniciativa, pa dosti velika kampanje se bo pojavile. Ne ostani doma, ampak se v ta ostani doma shiftov v kupuj lokalno oziroma dopustuj lokalno, ali po Sloveniji, če temu rečemo. Tako da jaz mislim, da prvi step bi mogel biti, takoj, ko se sprostijo, mogoče že prej pripraviti strategijo, ampak takoj, ko se sprostijo kapacitete, odprejo hoteli, odprejo kempi, odprejo apartmaji, da štartamo na lokalne, na slovenske turiste. Tukaj bo treba komunikacijo in strategijo prilagoditi temu, ampak če hočemo letos rešiti sezono, bo treba na lokalnem trgu veliko več narediti. Ta drugi step bo, ko se bojo sprostile meje in bo se odprla tudi letalske povezave nazaj v Slovenijo in bo omogočen sploh bolj normalen pretok turistov med državami. Tukaj spet dva išče je pojavila ta. Prvič, kljub temu, da bo, rečemo, uradno omogočen prehod med državami, jaz mislim, da bo trajalo kar nekaj časa, preden bomo kupci pripravljeni potovati. Veliko bolj bomo cautious about it in premišljeni, a gremo, a ne gremo. Razlog bo finančni, po mojem mnenju. Se pravi, ne boš si več toliko luxury travela privoščil, ampak še zmeraj boš šel na dopust. Absolutno to ne bo odpadalo, ker ljudje rabimo dopust, ampak boš mogoče malo cenovno bolj občutljiv pri nakupu svojih potovanj in turističnih aranžmajev. Drugi aspekt bo pa, ali je res nujno, da grem. Tukaj bo povezan pa spet na business travel, veliko bolj, kot smo pregovorili v business segmentih. Ali je nujno, da jaz zdaj potujem? Sprav,
količina ali pa količina, število tujih gostov bo zelo počasneje se dvigovalo, kot pa se je recimo domačih gostov bo. In tretji aspekt je Evropa. Evropa, glede na to, da je trenutno ali pa zadnje 3 tedne bilo žarišče iz virusa, zdaj malo se to v Ameriko preselili, ampak kot smo videli, večina držav izven Evrope odsvetuje potovanje v Evropo in ne dovoli vstopa Evropejcem v njihove države, tako da ta medcelinski travel industry bo pa še tretji step, ki bo zelo recovery delal. To zdaj govorimo o stepih. Kaj zdaj narediti? Če na hitro povzamem. Prvo, smer strategije in pripraviti, že zdaj začeti pripravljati strategije, kako bomo napadali domači slovenski trg za turistično ponudbo. In drugo, kakšne bomo imeli ponudbe in kateri trgi bojo hitreje lahko pripotovali v Slovenijo in kako jih bomo nagovarjali. Pač nam najpomembnejši trg je Italija. Italija vemo, da je imela največjo dramo glede tega, tako da vprašanje in je treba prilagoditi se strategiji, ali bomo še zmeraj šli na Italijo in kakšna bo naša prodajna in komunikacijska strategija za Italijo. In jaz bi razmišljal o novih trgih. Znotraj Evrope, ne izven Evrope, ampak znotraj Evrope, kam se lahko smer. I'm sorry. Super. Malo hitim, ker imamo tukaj še kar nekaj vprašanj, nekaj bilo še v luxury travelu, ampak tega upam, da smo vsaj približno govorili. Jaka sprašuje zdaj, ali je zdaj pravi čas, da podjetje začne uporabljati explainer video, se pravi razlage preko whiteboardov do animiranih videoposnetkov, budžeti za marketing se največ režejo, oglaševanje se pa prenaša, oziroma ali se oglaševanje prenaša na splet in TV in radio pada. Jaz bom odgovoril na ta drugi del, kako se Media Mix spreminja, ti pa mogoče in odgovorna, a se splačajo explainer video delati. Media Mix, se pravi, TV, radio, out of home oglaševanje versus digital se je drastično spremenil. TV oglaševanje, če vidimo malo, oziroma začeti, out of home je zelo ugasnen, radio niti ne to. Leaflets, se pravi, direktna pošta zelo ugasnjena in je omejena samo na, večino omejena samo na food retailerje in podobno je tudi na televiziji. Televiziji, če malo gledamo, kjer reklame se najbolj vrtijo, se vrtijo za retailerje, se pravi Mercator, Spar in podobne, in se vrtijo za FMCG in Consumer Packaged Goods brande. Vse, kar ni s tem povezan, je število oglasov se je drastično zmanjšalo, ni se pa vse preselili na internet. Se pa, recimo, 100% budžeta ni šlo iz offline na online. So pa online budžeti, kot smo prejšnje 2 tedna imeli anketo, drastično so začeli povečevati. Prve 2 tedna so padali, zdaj se pa dejansko skozi več blagovnih znamk in podjetij odloča, da online budžete povečuje. Over to you, Sabina, glede videov. Ja, definitivno. Seveda začnemo zdaj delati. Mislim, super bi bilo, če bi že prej video, je itak top content. Tako da ja, sploh pa zdaj kaj čas, pa ko ne moramo stvari pogledati v živo, ko rabimo neko razlago. Tako da ja, jaz zelo priporočam, da se začne to delati. Mislim, nisem navdušena nad videi, no. Saj vemo, da v bistvu tudi, ko scrollamo, ne vem, po Facebooku, pa največ zdaj se ukvarjamo z videom, ker najhitreje to zveš tudi po YouTubeu, how to, what is, pogledaš video, pa ti je tako jasno, ne. Tako da, ja, nimamo več toliko časa brati stvari, veliko lažje si to predstavljamo vizualno, če delamo video, tako da ja, jaz priporočam, da se to čim prej začne delati, vključuje v vsebino, tudi upisano vsebino, noter pač pol videe, to je recept za uspeh. Super. Zdaj smo že skoraj čisto na koncu, na hitro. Zdaj bom na desni strani lansiral offer. Pod offer zavihko imate objavljeno prijavo, možnost prijavljene brezplačni seminar Google AdWords oglaševanje. Kot sem rekel, mislim, 23.4., se pravi čez dobrih slabih 14 dni, cirka 2 ure in pol poglobljeni seminar, kako upravljati Google AdWords oglaševanje, tudi s poudarkom na trenutni situaciji. Medtem, ko zbiramo prijave, kdo se prijavil, pa pogledamo malo midva tole eto. Se pravi, spraševali smo vas, koliko spletnih nakupov ste upravili v zadnjih 4 tednih, rezultate ankete bomo tudi na socialu potem šerali. Nobenega, 11%, zanimivo, enega do 3, pravi skoraj enega na teden, 56%, 4 do 6 nakupov, 25%, 7 do 9, 1% in več kot 9, 5%.
Se pravi, večina, če takole na hit sesujemo, 70% med 1 in 6, s tem, da več kot polovica 1 do 3 nakupe. Sabina, koliko si ti naredila? V zadnjem tednu vsaj 4. Tako da, ja, ampak v bistvu jaz sem tle še naprej, Firpič, me zelo zanima, kakšni so bili ti spletni nakupi. No, ampak to pa mogoče naslednjič. Ali pa v chatu, ja, če... Tudi te mene zanima. Jaz sem naredil enega ta teden, pa mislim, da enega prejšnji teden. Po mojem sem iz skupine 1 do 3, nisem veliko kupoval hrano, v bistvu sem ta teden 2 naredil hrano, se pravi, kupil sem zelenjavo pri lokalnem kmetu, ki je hitro znajdel in je PDF naredil, ga dal na spletno stran, potegneš PDF dol, na e-mail pošlješ, kaj boš naročil, TRR ti pošlje, plačaš in priješ prevzeti k njemu domov. Pa kupil sem v Peki trgovini material za peko tort in sledic. Pa spet ne bomo nič dobili. Ko si dobili, obljubim, da dobili slikce. Število nakupov se je povečalo, saj kakor statistike naše so izpred krize kazale, število nakupov je bilo manjše na osebo, zdaj govorimo od 1 do 3 v mesecu, kar nekaj jih pa tudi vas je takih od 4 do 6, tako da število in frekvenca nakup se je povečala. Klele komentar, Dušana, mi večinoma kupujemo B2B, zanimivo. To je super. Tudi B2B, se pravi, kot smo prej že govorili in so bila vprašanja, zgleda online deluje in se ga da kupiti, tako da se ne ustraši, treba se mogoče sam prilagoditi, pa spet ne razvija dolgoročnih prav, ne kakšnih gromozanskih strategij in da rabili en mesec, da lansirate, pejte, go with the flow, bodite agilni, bodite hiter, tudi če ni perfektno, lansirajte, sej mislim, da vsi zdaj malo razumemo, da uporabniška izkušnja ni najbolj, ni nujno, da bo najboljša, važno, da se da dobiti za te. Maja, kozmetika, hrana, dodatki, oprema za urejanje vrta, še ena Maja, vinski dodatki, hrana, oprema za šport. Super. Da, online education. No, bravo. Super. Se izobražujemo. Hvala tudi, da ste danes z nami, zdaj bo počasi zaključila. Vidimo se naslednji teden, objavili bomo še webinarji, niso na spletni strani še objavljeni, nažalost malo nam je zmanjkalo časa, ampak pričakujte v sredo enega in v petek enega, v petek mogoče tudi malo spremenjenim formatom, da odgovorimo tudi mogoče na kakšne bolj aktualne vprašanja. Še enkrat hvala Sabini in hvala vam, da ste bili z nami. Upam, da smo povedali kaj pametnega in se vidimo prihodnji teden. Hvala, čau! Hvala, čau!